Danes smo izvedli enega naših vidnejših projektov, bombardiranje Maribora. Gre za zgodovinsko spominski projekt oziroma spominjanje na vseh naših 29 bombardiranj, ki so jih Maribor doživel med drugo svetovno vojno. In z obujenjem tega zgodovinskega spomina smo hoteli vsem udeležencem današnje prireditve, ki je z ogromno pomočjo glavnega producenta sedaj letalskega centra Maribor z 12 letali izvedla simulacijo bombnega napada in upamo, da bo to tudi predvsem mlajšo generacijo spominjalo na neke stvari, ki so jih doživeli naši predniki. Najprej ste imeli pripravljeno še eno tršo varianto, zakaj ste se odločili potem za takšno promocijo? Kot sem že na naši tiskovni konferenci pred dnevi v Veterinskem dvorcu povedal, je šlo za to, da na čim bolj neboleč način opozorimo na tiste stvari, ki so bile pa veliko glasnejše, veliko groznejše. Tudi mi mlajši, ki živimo tukaj v Mariboru, iz svojih izkušenj vem, se nekako ne zavedamo tega, to nam je novo, se res nekaj se je dogajalo, verjetno je prav spodbujanje, dvig te zavesti, da je pa vseeno to bilo tu med nami najpomembnejše znotraj tega projekta. Tako, predvsem generalno gledano je bil naš namen ne samo, da izvedemo nek projekt v Evropski prestolnici kulture, v programskem sklopu Ključi mesta, ki je bil glavni producent vseh teh zadev, ampak se je šlo na to, da dejansko opozorimo predvsem za prihodnost, da se bodo vse generacije, ki se bodo znašle, bodisi v politiki, bilo kje, obnašale strpno, demokratično, upoštevale nasprotnika, različno razmišljajoče, drugače razmišljajoče in da do takih dogodkov nikoli več ne bi prišlo. Kulturni dan imate danes, kaj vse ste še počeli ali pa boste še počeli? Prvo smo šli v, kaj je tam, tu doli zravno Kazinoja, v neko predstavo smo šli gledati o vojni, zdaj smo pa tu na trgi.